dobrodošli v prvem videu ali v prvem poglavju moje knjige, se pravi Moške škatle in ženska inštalacija. Zakaj je tak naslov? Zakaj je ta tema? Namreč, najprej vsaka knjiga seveda rabi neko osnovo, neko bazo, neki temelj, na čemer bo potem rasle vse ostale ideje. In jaz menim, da je najprej, predno se začnemo pogovarjati o odnosih, treba razčistiti, kako razmišljajo moški in kako ženske, se pravi te razlike. Zdaj, vemo, da na svetu je že milijon definicij o tem, o teh razlikah med razmišljanjem moških in žensk, kar pa pomeni, da si sploh nisem rabila zmisliti svoje. Ampak sem preprosto pobrskala po svetovnem spletu in odkrila eno, ki bo najbolj pasala pač v kontekst moje knjige. In to je bila definicija Marka Gangarja. On je ameriški stand-up komik in pa tudi pastor, kako priročno obenem. In on pravi, da pač moški razmišljajo po sistemu škatl in ženske po sistemu inštalacije. To primerjavo sem zbrala zato, ker vem, da je moškim zelo težko v bistvu razložiti neke stvari na ta romantičen način, ptičk, cvetk in čebelic, in da imate moški v bistvu bolj radi neko bolj tako tehnično razlago, ne? In zato ostajamo pri inštalacijah in škatlah. Zdaj pa, kakorkoli si predstavljate inštalacijo, cevasto, žičnato, nima veze, važno je, da razumete, da to non-stop leti. Si predstavljate? Ženske imamo v glavi inštalacijo, ki non-stop leti. To se nikoli ne ustavi, od jutra do sutra, če veste, kaj mislim. Ne? Gre preprosto za to, da vsaka stvar, ki pride v našo inštalacijo, vsaka informacija se razleti na 5000 kosov, ki se povežejo tam z 563.892 drugimi kosi, ki so že tam v inštalaciji odprej, in potem vse te kombinacije stečejo naprej kot nekakšni v praktičnem življenju, to izgleda kot nekakšni scenarij v ženski glavi, ne, se pravi te predstave, pričakovanja, razočaranja in tako naprej. V glavnem, prosim vas, moški, že samo zaradi te informacije o načinu ženskega razmišljanja, o tem, kaj se nam v bistvu dogaja, imejte malo sočutja do tega, ko so ženske včasih ali pa skoraj vedno zmedene ali pa ne vejo, kaj hočejo. To je to, ženska inštalacija, ki non-stop leti. Medtem ko pri vas je zelo enostavno vse skupaj. Se veste, kak ste vi enostavni, vi ste ful preprosti, če ni črno, je belo in tako naprej. Jaz v bistvu obožujem ta moški način življenja. Včasih tudi ne, ampak v glavnem, ja. In zakaj? Kot pravi Mark Gangar, vi imate v glavah nekakšne škatle. Vi pač vse popakirate eno po eno, ne? Najprej ena stvar, potem druga stvar. Se pravi, vsaka stvar večja v vašem življenju ima svoje škatlo. Naprimer, škatla stanovanje, avto ima svoje škatlo, služba ena škatla, seveda tudi vaša ženska, če jo imate, je ena škatla, pa potem, ne vem, vse ostale ženske na svetu, druga škatla in tako naprej. Glavnem, pomembno je, da razumemo pri vašem načinu razmišljanja, predvsem me ženske, ne, da vi lahko eno stvar naenkrat v bistvu obdelujete v mislih, in šele na to drugo in na to tretjo. Ne tako pri ženski, ko se v bistvu vse povezuje in je iz ene stvari nastane druga in kombinacija teh dveh naredi tretjo in tako naprej. V glavnem, ni takega norenja, v bistvu pri vas je t. In kar je še pomembneje je, da me ženske razumemo, pa tudi vi po eni strani, da imate v vsem tem sistemu škatl tudi eno življenjskega pomena škatlo, in to je prazna škatla. Prazna škatla, dragi moji moški, je tista škatla, ko vi ne razmišljate nič. To je ponavadi takrat, ko preprosto, ne vem, sedite na fotelju, zrete v televizijo, ponavadi ker skozi njo, ker v bistvu niste prisotni, če veste, kaj mislim, ne? Tisto, kot nekakšna meditacija, pa ženske se spravimo v lotusov položaj, ne, predtem razgrnemo svojo specialno joga podlogo v specialnih joga oblačilih, zapremo oči in skušamo doseči to, kar vi preprosto naredite tako, da se prekucnete v svojo prazno škatlo in to je to. In vi meditirate in date možgane na oko. In zdaj si lahko mislimo, kje je v bistvu največji kratki stik, kje nastane največji kratki stik med moškim in žensko. V praksi pa gre tudi za to, da v bistvu ženski leti inštalacija ful hitro, medtem ko se vi iz ene škatle v drugo v bistvu zelo počasi prekupcavate. Ne, da tako rečem, oziroma pač potrebujete svoj čas. Kar je čisto ok in človeško. Ampak nečloveško je, da pač ženski inštalacija tako hitro leti. In ko ženska si nekaj zamisli, nekaj vidi, nekaj posumi, nekaj hoče z vami debatirati takrat, ko je pač inštalacija najbolj leti, vi ste pa v prazni škatli, vas nagovori v tistem
v tisti sili, v tistem rašu, ki ga sproža inštalacija. Vi pa ste seveda izklopljeni iz te realnosti takrat in predno vi v bistvu zaznate ta povišan ton, ki seveda pri izkušenem moškem pomeni nekakšen alarm, opa, škatla ženska, ampak predno vi odprete svojo prazno škatlo, stopite ven, zaprete to škatlo, odprete škatlo, moja ženska, stopite not, zaprete, je ženski že stekla inštalacija, je že naredila 5 različnih scenarijev, zakaj vi niste takoj odgovorili. Seveda ste krivi. Vedno ste krivi. Ampak dejstvo je, da je to predvsem zato, ker ne ženske, ne moški ne razumemo zares svojih različnih pristopov oziroma sistemov v razmišljanju. In v svojem prvem poglavju v bistvu ravno to razčiščujem oziroma obelodanjam te razlike, zaradi katerih pa potem pride do največjih nesoglasij ali pa do največjih kratkih stikov v komunikaciji, ker vemo, da v bistvu, če ste iskreni sami s sabo in pogledate na svoj odnos, največ prepirov, butastih in tistih najbolj blesavih se zgodi ravno zaradi tega, ker ne znamo pravilno skomunicirati stvar. To bo zaenkrat vse iz prvega poglavja, naslednje video pa kar na drugo poglavje, ne? Zakaj smo ženske takšne, kot smo dandanes?